Ljudje in ljudine, poslušate 123. epizodo podcasta Obod, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z. Obod, odrezani biomehanični odjemalci delitev, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in Aljoša Harlamov. Tokrat imamo za vas znova gosta in sicer je z nami spet že četrtič njegovo visočanstvo, sultan Anže Tomić, tudi naš slušni pastir. Živjo, Anže. Ja, slušni pastir, to mi bo všeč, pozdravljeni. kako si? V redu. Ja, ni videti, ampak ne ti bo, verjamemo ti. Okay, hvala. Najbolj važno vprašanje je ta trenutek, ki se ga sprašujemo že vsi, odkar smo videli pri Kolcu. Se bodo glave vrnile s hišo zmajev, prosim? To so vprašanja, ki so na dnevnem redu. Ja. To je pa to. Okay. Je pa še vedno vprašanje. Okay. Upam reči. Upam, da dnevni red nima preveč točk in da kar ti, seveda serija se hitro bliža. In mi si vsi želimo glav, ker mi tega ne bomo delali. Epizodo po epizodo, ni šanse. Današnja epizoda je, kot smo napovedali, posvečena prvi sezoni serije Severance oziroma Razcepitev. Domnevamo, da bi tako Apple prevedel, če bi prevajal, ali pa bodovsko Odrezanci, ki jo najdete na Apple TV+. Vsi ljubitelji jabolčnika pri nas, sicer pa je izhajala od 18. februarja do 8. aprila, prva sezona šteje 9 epizod. Če serije torej še niste gledali, potem za vas velja standardno opozorilo. Epizoda bo vsebovala kvarnike, če bi radi serijo pogledali neobremenjeno, imate zdaj še čas, da nehate poslušati epizodo na tej točki. Poglejte torej 9 epizod prve sezone in se k poslušanju naše epizode vrnite, ko vam bo to uspelo, vsekakor pa se vrnite. Če pa vas serija ne zanima tako zelo, nam je sicer žal za to, ampak vas bolj zanima naš klepet, potem pa pustite zasebne skrbi pred vrati in stopite za nami gledati številke. Maestro, eno za vdvigalo. No, tokrat res še preden začnemo, tokrat res obvestilo. Zadnjič smo imeli malo prezgodnjega izliva, zato se opravičujemo. To je epizoda, tale 123. je pa res epizoda, s katero smo definitivno prehiteli podcast Filmflow in postali najdaljši podcast, posvečen tudi filmski umetnosti v slovenščini. Skratka, imamo najdaljšega. Kaj imaš ti danes s tem? Hočeš kaj res povedati? Severance je skratka serija, žanre sem jaz izpisal takole, znanstveno-fantastična ali psihološka srhljivka ali kriminalka, tudi tehnosrhljivka, tudi skrivnostnica na nek način. Skratka, vsi ti podatki, ki zdaj ste že navajeni, kreativni vodja je Dan Erickson, to je njegov debi, jaz sem bral en intervju z njim, zveni zelo simpatičen fant. Režirata Ben Stiller, ki je režiral predvsem svoje filme, Zoolander 1 in 2, The Secret Life of Walter Mitty je imel na zadnje, mogoče je njegov najbolj znani ali pa najbolj kulten Tropic Thunder. In tale gospodična, katerega imena ne znam izgovoriti, Eofi. Na koncu je Eofi. Skratka, McArdle, ki je režirala zdaj Peacockovo serijo Brave New World. Če preletimo igralce, Adama Scotta najbrž seveda najbolje poznate kot Bena Wyatta iz Parks and Recreation. Ne. Star Trek First Contact, on Hellsman, ki na Defiant reče The Shields are down, Commander Worf. Ja, definitivno je to bila vloga njegove kariere. No, pa v Big Little Lies, kjer je izjemen moment v Between Two Ferns z Zackom Galifianakisom, ki mu nekako reče, da vsi govorijo o tvoji igri v Big Little Lies, ki je bil res za nič. On je bil pa tam iz kartona narejen. Meni je bil okej. Tako je bilo, da bi mi igrali. Ne, no, pač on je Steady Eddie, no, on je vrel. No, okej, je super, no. Ja. No, mislim, v Party Down je bil tudi super, no. Ajde, Jesus Quintana je nasleden. Ja. Kaj pa hitevaš? Jesus Quintana. Ja. To je njegovo pravo ime. Skratka, John Turturro igra Irvinga Baileyfa, njegovega sodelavca, skratka Scottovega sodelavca.
poznate ga iz The Big Lebowskega, gotovo. Na zadnje je bil Carmine Falcone. Falcon, ja. Falcon. Ja. Tako, ne Falcone, kot govorijo v Prejšnjem Batmanu. Nolanovem Batmanu, ampak je Falcone. Falcon. O njem, o Batmanu smo seveda govorili v 118. epizodi, pa v Zaroti proti Ameriki je igral, o tem smo govorili v 52. epizodi. No pa v Bartonu Finku. Ja. Prav gotovo, vse nisem naštel vseh. Kot vidiš, Dvorišno Pa plavno, v na primer. Transformersih Ja, pa, 1, 2, dvorišče. 3. Ja, pa v Transformersih je igral v tej izjemni 1, 2, 3. seriji. ja, verjamem, Ja. da je zelo moral igrati tam. Zdaj so Ja. postavili 2 Transformersa v Fontani. V Istri je en Dino Park in so zdaj to 2, sta Bumblebee pa Optimus. Tako Ne, a res? visoka, res visoka. A res? Ne, no joke, tako 2 robota stojita. Zdaj, tako, koliko sem jaz velik, recimo 10 metrov visoka robota stojita. Res. To je že nek spin. Kje to najdeš? Fontana. Ne, kjer je kraj? Fontana je kraj. A ja, okay. Kraj je Fontana, tam je Dino Park in imaš tako, dinozauri, fake, seveda. Ja, Okay. Ja, niso jantari, v glavnem. In potem res, tako, res visoka, nisem tako, to je pa kip, res ogromna stvar. Zgleda, pač, ja. No, cool. Ne vem, zdaj sta anamitronična, to še bom zvedel, polet bom to zvedel, no, ampak. Spare no expense. Ja, mislim, absolutno. ja. Igrajo še Zack Cherry, igrajo v Crashing, pa v Shang-Chiju. Brit Lower je Haley Riggs. Heli R. LR. Ja, ok, se Ja. rečujem, Haley R. Ja. Igrala je v seriji Man, Seeking Woman in Unforgettable. To so vsi ti employeri, skratka zaposleni, ki v tem neki kockastem omizju sedijo skupaj. Potem je njihova šefica Patricia Arquette. Lost Highway, to pa že dolgo nisem Tako, videl. Kakšen weird film. No, a sem v redu Kakšen izbral Ja, njene. ja. film, ja. Ja, jaz sem namreč zdaj, ker sem malo čekiral, tako sem se prav začudil, ker v resnici nisem vedel, da ima Patricia Arquette ima Oscarja, Emmyja, Globuse, Ja. ne vem, spulma nekih nagrad. No. Ja. Tako da, Pa še v Lost Highway je igrala. pa še v Lost, nagrada. tako, ja. Ja. Pa Stigmata, delala z stari. Lynčem. Stigmata. Tako. Stigmata, Gabriel Ja. Byrne pa to. Ja. To sem imel DVD. Ja, seveda. Ne, nisem imel Ja, seveda. 3 DVD-jev A želel. ja, ok. Ja. Tako, eden je bil Crismon Tide, okay, lipicanci, Pa kanon. Panka rdeča črta. Ne, to so bili v VHS-ih. Izvini, ja. Ta pravi fani smo kupili že leta A pa 97. nisi pol še DVD-ja nabavil, kaj boljša slika. Ta pravi, Zakaj? govorimo ta pravi Čakaj, fani. čakaj, glej, Blu-ray zdaj pa to. zdaj pa, ne, jaz moram reči, da Thin Red Line še enkrat najboljši film vseh časov, Ne kar mislim, vem, da če se si lahko to že kdaj rekel. ampak vsi ok. strinjamo. Moram reči, da ker sem videl pa Blu-ray verzijo, ne, so ti pa res okoseti vsi. Ne samo zaradi zgodbe ne, in fotografije in vsega, ampak vse, kar sem zgrešil na VHS-u, ne, je bilo potem pa res. Pa je pa šlo je na 110% ta film. Ne. Ja, tako kot če gledaš Avatara v 3D. Ne. Ne. Gremo dalje. Tremel Tillman igra Seta Milčika. Skratka, Kje so tega modela najti? Ja, noro. Dober, kad ta človek igra, Ja. malo ljudi to dobro igra. Je. Res. Zelo pogled. Pa kjer je dance moves? Come on. Serija Ja. Hunters, tega žal nisem gledal, pa sem že večkrat rekel, da bi moral, ker je. Potem je Dishen Lahman, ali Dichen, I guess. Ja. Njo sem srečal na zadnje v Londonu, moram se pohvaliti. Igrala je Let's v drop Agents that of Shield. in smoothly, Ja, a veš. Srečal? ja, ali na šel? podzemni sem šel mimo. Valjda. Ja, ok. Okay, ja. Nisem se srečal z njo, valjda si, ne. a zdaj hota. Ja. A ona ve. Igrala je tudi Altered Carbon. Imaš že prsten kupljen? Potem je Kristof, ja, Krlavo pri ima zdaj. Urarju sem ga kupil. Krlavo ima že rezervacijo za vikend, samo ona še ne ve. Pač, to, ja. Zdaj, v Brdih, Gredič je fajn, jaz sem bil pet. Strašno lepa je, v živo je še lepša. Christopher Walken igra, mislim, če ne veste, kdo je Christopher Walken, pol Jezus vam pomaga, ampak Jesus. Jezus vam pomaga. Ja. V Sleepy Hollow je recimo igral, o tem smo govorili v 20 epizodi. Zato, Tako, ja, Christopher Walken, prva asociacija, Tako. Sleepy Hollow. Absolutno. Ja, ni SNL Cowbell, to bi jaz najprej. Cowbell. Ja, Cowbell, definitivno. more Ne, cowbell. ne, Ja. meni je Ja. Sleepy Hollow. Boys, I got a fever and it's A to je že obstaja? Sklepam, da je še. On je na eni točki obstajal YouTube video, ko on tako piščanca dela v svoji kuhinji. What? Mislim, da ga je hčerka, neka taka scena. In je prav, ni joke sploh. Christopher Walken, kako
piščančja prsa, nekaj tako res dobro. A res, no. ali Ja. Po ful govori. To je meni, skoraj Pa stavljeno. govori zraven, ali nič ne reče? Prav nje, on je v kuhinji in dela šanca. Pač. Okej. Res dobro. No. Ja, in Tako zdaj random ta- video, nič Podobno je Si ga prav predstavljam, no. Linč, To, ki ja, in dela zdaj ta- kinojo. A ja, no. Ja. Piščanca, to daš volje. Čekam, ja, to je. Ja. Ne, tako pa nič sponzoriran, ni bil joke, sam naredil ga je. Pač. A to je nek korona projekt. Ne, full prej, to je res, to je okej. dolg nazaj že. Ja. Ko so še ljudje znali kuhati brez kamer. Brez. To so že zvezdniki kuhali. Jen Tulloch nima nekih, je Markova sestra, nima še za sabo nekih velikih, večjih vlog. Potem je Michael Chernus, ki igra njenega moža. Skratka, kaj je To je noro. Kaj je ta Marko noro. Pol Z? Ja. Ja. Okay. Ja, še zdaj ne vem, ali je to parodija. Fak. Ja, še zdaj ne vem, ali je to parodija pisatla ali je to res dobro. Ja, ne vem, ti citati so tako. What? Iz Orange is the New Black ga poznamo, pa Phineas Mason oziroma Tinkerer je v Spider-Man Homecoming oziroma v MCU. Potem je Jul Vasquez, ki igra Petra Pitija Kilmerja, najboljšega prijatelja, notranjika od Marka Skauta, o tem v nadaljevanju. On je igral v Russian Doll, recimo ga zdaj lahko gledamo. In pa Michael Siberry, ki igra Jamieja Eagana, ki je pač šef te Lumon firme. Manjše vloge je imel v Jessica Jones in Elementary. In to bi bili nekak pregled vseh igralcev, skratka v tej seriji. Zdaj bo pa Igor nepričakovano povedal, o čem se gre. Skratka, serija za vse tiste, ki tole poslušate, pa niste gledali, pa ne boste gledali, ker raje poslušate nas. Igor, skratka. Torej, dogajanje je postavljeno v neko majhno mesto, o katerem ne zvemo prav zares, koliko je povezano s čemarkoli drugim. Čist izolirano je videti in celcajt je zima. Poleg tega mesta je tale korporacija Lumon, kjer delajo nekateri ljudje in to je kao neka huge korporacija. In glavni junaki delajo v oddelku, kjer so razcepljeni. To pomeni, da so jim v možgane vgradili čip, ki se aktivira in jim da povsem novo osebnost, I guess, ko pridejo na neko določeno geolokacijo, načeloma. To pomeni, da oni, ko so v službi, ne vejo, kdo so, ko niso v službi, in ko pridejo iz službe, ne vejo, kaj se je v službi dogajalo. In to je namenjeno, da naj bi oni lahko delali z nekimi super tajnimi podatki ali pa karkoli, ampak tu je najbolj weird stvar, mi, koliko vidimo, kaj oni delajo, je, da gledajo serije številk v matriki in ob določenih setih številk dobijo različna čustva in potem te sete številk razdelijo v predalčke. In moram reči, da je to tisti aspekt, ki mi res ni jasen, kam bojo to peljali in me ful zanima. No, ti me jaz razložim. Je pa pač vse skupaj alegorija na to, pač, kak smo ljudje v službi in izven. Ne? In zdaj, če to lahko primerjamo obvisli z Officeom, kjer pač so predstavili neke te termine, kot imaš, ne vem, work-wife ali pa whatever, ne? Takega, da pač imaš neke prijatelje v službi, ki niso prijatelji zunaj in tu je pa to res doterano v en absurd, ampak način, kako je prikazano, je pa stilistično je skoraj linčevsko, hkrati pa ni toliko nek sci-fi, da bi se prav ful ukvarjali s tem, koliko je to sci-fi. Seveda imaš neke proteste tam v mestu proti temu Severansu, neki študenti se bunijo, podobno kot bi se PETA bunila, zato ker če bi delali poskuse na živalih, kar mimo grede jih. Ampak je to družbena sprejemljivost tega in tehnološki aspekt nista v fokusu, ampak sta del pač celega paketa. No? Mislim, lahko sam eno stvar, zdaj unika so gledali, tako vejo, ne, ampak če kdo ni gledal, pa ga opal zanima. To res ni to je tak ljudski sci-fi. No? Ja, veš, v smislu, moraš kupiti ta high concept, pa ne veš, zunaj pa not, vse je posnet, kot pač karkoli drugega. Nobena stvar ne leti, še ene stvari so zelo tako razložene, neka proba zapreti v bistvu
vse izhode za te ljudi, ko so noter, ko so sam noter, ki ne vejo, kaj se zunaj dogaja. Če kakršen koli listek z napisom, da so žep, imamo skener, ki to zaznane. Tako kar malo odprt pustiti, v smislu, da ni to bolj bullshit, ne, kao. Pa si tako, sploh na avto razlagali v resnici. Kao, unka je naredil, ti da vedeti, dajmo sprejeti to. Ne bomo zdaj, to ne bomo imeli Middle Earth, pa ne bo razvejano in cela tehnologija v zadnji in se bo zmislili neke tekion beams, pa neki ne. Ne bo tega. Meni ta del mi je bil zelo všeč, nič pretenciozno ne gre to. Neki ti dajo glavo, to se zgodi, ker si na šihtu, si en človek, ker si doma, si drug človek, sprejmimo to, pojdimo naprej. In pol tudi skozi sezono, ki gre, ki pomajuno, lahko te aktiviramo tudi izven. Se mi zdi tako, če ne bi s tako lahkotnostjo tega high koncepta je malo, bi bilo zdaj bi lahko pa kar to delajo. Ta moment bi bil, tako ga pa ni, ker je pač Jaz bi pa mogoče malo polemiziral tukaj z ljudskim sci-fi. Meni se pa zdi hardcore sci-fi, na pol hardcore sci-fi. Glih to, ker pojem nekega fenomena, znanstveno-fantastičnega, in kako ta fenomen vpliva na človeško psiho ali pa družbo, ali pa to, kot v tem primeru v bistvu na delovna razmerja, ali pa tvoje privatno. To je pure sci-fi. To s tem se zdaj, jaz sem pravim, da ta tehnološki moment... Ni tehnobebla, ne? Ja, ampak meni je to tako skoraj cool, ker se mi zdi, da vse moramo razlagati. Se mi zdi, da smo zadnjih 30 let smo v tem, da se mi zdi, da to je res Star Trek, pa to zdaj no joke tako postavil, da treba jim neke enačbe kazati in blablabla, Ali pa magija, kle se pa grejo tehnologijo, pa ni obenega bremena, da bojo zdaj... Jaz bi rekel, da je to dober storytelling. Ne. Pustimo to ob strani, ker nima veze. Ljudski sem mislil bolj samo v tem smislu, da je zadeva v bistvu glih to, da je legit sci-fi, ampak predstavljam pa način, da ga lahko kdorkoli gleda, dokler kupaš to premiso, si okej. Ni treba, da se ti všeč tehnologija, da razumeš, kaj je ta čip, da veš tega ni. To sem bolj mislil. To je malo podobno seriji Lost, Skrivnostni otok, kjer je tudi bil point, najprej oni so padli na otok, pol pa si ugotovil neke vedno bolj skrivnostne stvari. Samo tam je bil pa pol problem, ker čisto očitno niso imeli vsega zračunanega. To se zdaj ve, njih so zajebali, njih je ABC uničil, ker so začeli služiti, pa je bilo pa treba 27 sezon narediti. In pol je tam čisti nonsens. Ta patologija je pripeljala tega, da je Lindelof pol naredil Watchmene 9 delov, ali kako je bilo 12. Zaključena zgodba, kjer se vse, da puste me na mir zdaj. Oprostite mi za Lost. Poglejte, znam dela stvari, ki imajo glavo in rep. Ne, res, to ni žal. On je šel na premium cable narediti to, da ga ljudje na mir pustijo. On ni hotel Watchmenov, po moje delati. On je hotel sem nekaj narediti, ki bo lahko res zapentlo, zapakiral. In Severance ima ta potencial. Čeprav bo več sezon, pa dejansko nek potencial, ker je zelo kaj scope, pač svet je dost mejhan, vse gledaš v 4 hišah, eni pisarni, pa 2 avle, hvala lepa, pač tako, nič drugega ni, Mislim, izjemno, kar se budžeta tiče, en hodnik so rabili, pa ste naredili, mislim tako, za veličino epizod, tako da ful dobro. Zdaj, v resnici bo to zanimivo, kako daleč bo šli s tem, ker dejansko, jaz sem bil na koncu, se sem že prej zvedel, sem bil začuden, da bo še naprej, jaz sem nekako verjel, da bo na koncu neko razkritje in da bo ena sezona, miniserija in je to. Ker tukaj je zdaj zelo odvisno od tega, koliko imajo oni te zgodbe napletene še. Videli smo tudi sicer, da ta svet, koliko je rekel, je sicer omejen na to, ampak z uno nosečnico vidimo, da je ta čip v uporabi tudi zunaj te službe in mogoče v neki širši populaciji, kot so si do zdaj predstavljali. Tako da je nekaj tudi zunaj. Plus tega, to, da v bistvu je ta veliki misterij, kaj oni dejansko počnejo, kar bom eno teorijo prodal. Zdaj, povej, kaj so številke? Jaz mislim, da oni dejansko trenirajo AI. Da oni delajo meni je to prepocen, ful je logičen, zato mi je prepocen. Mogoče, ampak veš, oni se obnašajo kot neki useri spletnih platform, kot ne vem, na Facebooku te sledijo, kako se obnašaš in tako naprej. In tudi ta Lumos mi je meni kot nek surogat enega velikega IT podjetja. In oni v bistvu preko svojih emocij, preko teh registrov, ki jih vnašajo v sistem noter, se mi zdi, da učijo nek AI, da v bistvu kao učijo pač nek algoritem, da je to njihov smoter.
Mislim, meni se to dosti ležit sliši, ampak sem to, da se navežem še na Aljošo, ki je rekel, jaz mislim, meni tako zgleda, da vejo, kva delajo. Meni ne zgleda, da je bilo to mišljen, dokler bomo prišli. A ja, pisci misliš? Jaz mislim, da zgleda, tudi zaradi tega, to, kar si ti zdaj rekel, ker je to res tako, kva mi sploh delamo, je v bistvu nekaj, kar je bilo v tej sezoni, sem tako, skoraj bežno omenjen. To ni eden od stebrov, kar smo. V prvi sezoni je tako, mi gledamo, je to na začetku, kaj heli učijo, pa to sploh ni več. To sploh ni več relevantno, v resnici, tako zares. Tako da je ful enega potencijala. Pa tudi to za ven, pa da senatorja malo klapljajo, pa to. Tako, mislim, težko bo druga sezona valjda imela take twiste, kot prva, to je pač nemogoče. Ampak se mi zdi, da jaz imam občutek, da vejo, kaj delajo, ker drugače zelo čuden je cliffhanger zapeljan. Mislim, prevelik cliffhanger je. A veš, prevelik je za nekaj, kar ne zgleda nedokončano, zgleda, ker za nalož je toliko velik, da bomo lahko nekam šli. Včasih vidiš, da so med prvo napisano, pa se konča, v bistvu se kar poklopijo stvari, pa meni 2 stvari tako ostaneta. Kaj bo? Teh je tako 7, resmo. Zaradi tega mene tako intrigira. Pa še to, ker smo prej čist in budžet, pa to, jaz sem pa nekaj Bena Stillerja gledal, ki je bil pri J.J. Redicku, ta basketaš, ki ima podcast, res super povezava. In so se pač o Severancu tudi pogovarjali, on je full Knicks fan, pač Stiller je konstant s Johnom Stewartom sta na Knicks tekmah. Najslabša ekipa v zgodovini je, pač res, kašen, so vsem. In je tako rekel, da so me full štaje, da s Covidom, da je bilo parkrat prekinjen, pa to, tako da zdaj, če bo tega nao, jaz res mislim, da gre lahko na gor. Pa še to, Apple TV Plus, najslabše ime za streaming service ever, ker Ben ne ve, kaj je Apple TV, kaj je samo Apple TV, kaj je Apple TV app, pa kaj je Apple TV Plus, on bo to enemu razložil vsaka čast. Pa jaz pokrivam telefone, pa mi je težko to razlagati, ampak poceni je, pa zdaj so pa že res nabrali nekaj takih stvari, da raj to, kaj je drugega. Nočem, mislim, res je ratal, tudi to mi malo daje upanja, ker se vice, da oni so, mislim, da vzeli 2, ki sta za Warner delala, se mi zdi za šefa, ki sta AMC. Sonja, pa enega izvodil. Ta folk je AMC fural, takrat, ko so bili Mad Meni, pa to, ta Heyday, pa Walking Dead, ki je bil še ok. Pač ta folk so vzeli, in se res probajo iti nek ta HBO po HBO, ker HBO je zdaj malo zgubil kompas v resnici, pa preveč stavijo na enega konja. Ja, tako, pa s tem Maxom, res oni hočejo biti Netflix, kar jaz mislim, da je kar poguba. Ampak tako, te so pa tak nek mini, očitno jim kar pustijo delati, Apple s tem mislim, in da taka serija klevam pride, mislim, to bi bilo na HBO včasih. To ne je bilo kjer drugje, ki na HBO. Pa isto za Morning Show, recimo, ki je prav tak premium HBO, napisano prek celega. Pa še eno par njihovih serij, ampak tale je najbolj odbita. Zdaj imamo tako, vse pol prijamo do tega, ampak zdaj je tako, zdaj imaš Lesota, ki je res za pogled, Les je res legit. Moje pol priporočilo smo pogovarjali, Gary Oldman Forever, zdaj imaš Severance že, All Mankind je noter, što zdaj kar ne, vse na začetku zdaj, kada noč nimajo, pa ta 6. dobra pride, Physical je tudi super. Ampak tako, pa kar ne. Boys pa Foundation, to bom tudi omenil. Hočem reči, nočem tako, mislim, jaz bi tako rekel, da že zaradi Severnca se splača denar, da potem pa tam čaka še par stvari, ki so res za pogled. Ne tako, kot na Netflixu za pogled, ki je ološ, 3/4, mislim, groza. Netflix ima unih 3 stvari, ki so hude, posel pa stvari, ki res bi bile, ajšuno kanala ne dela v 5, ta gro, mislim. Ja, dobro, pa ne, da sem zdaj hudičev odvetnik, samo Netflix ima toliko naslovov, to se zgodi, veš. Ampak kle se je ful za vprašanje, jaz imam raje 3 Severance na let, Ja, itak. A veš, morje, nam rekel česa. No, pa pri Apple to, ko si rekel, da je poceni, fora je v tem, da če že imaš music, je pol res čist malo zraven, daš pa imaš še TV pa games. Mislim, res je dober paket, pa kle pa res zmagamo s tem fajtom nekih firm, ki v bistvu to sploh ni primarna dejavnost. Meni je pač noro, da ima Apple karkoli s tem. To je weird, to je res, mislim, to je res čuden, če tako bolj kaj misle. Ali pa jaz ta moj res omiljeni Patriot, ki sicer sam 2 sezone na Amazonu, to, če nisem se zdaj že rekel, ampak pač res izjemna serija.
kako to je Amazon, sploh ne razumem, kakšen vesolju smo, da Amazon, veš, kaj drugač, začeli so s knjigami, mislim, res čudni časi, no, res čudni časi. Da imamo še sam preveč stran Severnca, jaz bi sam še to rekel, pa lahko, vprašal bi v bistvu, no, z vas, ne. A kdo kle, tako, a se vam zdi, kjerkoli del produkcije, da bi bil res tako, da ni skoraj za A+. Od kako je narejen, kako je posnet, kako je odigran. A vam je kaj, ki ni res skoraj bolj že ne more biti. A vam karkoli mal šepare, to se redko zgodi, tudi ta dobrih vidi, ne, klepa meni vsi kul igrajo, posnet je vrhunsko resnic, intro je bolan, jaz sem ga samo enkrat gledal, ne morem ga večkrat gledati, preveč disturbing. Samo ta animacija, jaz ne morem, jaz ne vem, kaj je nekje. Veš, kot una bolezen, ki luken ne smeš gledati. Jaz sem glih na podlagi animacije začel razmišljati, če v bistvu oni učijo AI. Veš, ravno zaradi animacije. To je pa Ben Stiller že spet v izjemnem podcastu o košarki. Mislim, da je tam rekel, da je najdel tega modela na Instagramu. Ja. Te figure se obnašajo, ki me spomni na nekaj, kar so v studiu Ghibli v začetku 2000-ih predstavljali Miyazakijo. Pejte domov. Njemu so predstavljali, to je računalniško generirano animacija likov, in mu kažejo neke te figure, ki se v bistvu samo mečejo ude za sabo, in jih je vse napisal, rekel, to je totalno nečloveško, to je dehumanizirano, pejte vsi domov, zbrište, kaj ste sploh naredili, ampak me spomni na ta neki računalniški vnos, ki je v bistvu samo bolj kot to drsanje po ekranu, namesto da bi animiral neko polno bitje, in me na to spomni. Razumem. Da se v bistvu samo vnaša del neke človeške zaznave, ne pa kao polne. In v bistvu ta intro, ki so te figure, pa ki se vlačijo kot neki balonih iz helija, drug za drugim, tam sem bolj pomislil, ta intro mogoče malo več pove, mislim, ful se dobro poklapla s to mojo teorijo. Fair point. Jaz sem to vedno bolj razumel kot pač ta neka pošastnost drugega in Dr. Jekyll and Hyde. Tudi. Kahot je malo to, malo je karikiran, pač tako kahot, tako nečloveško, ampak bolj tako pošastno, jaz ne bi tega z AI-em. Mi je zanimiva tvoja teorija, ampak jaz nisem to. Kaj ti misliš, da delajo? Jaz se še nisem tako daleč prišel, da bi tuhtal o tem, kaj delajo. Jaz v resnici mislim, da se bo na koncu izkazalo, da to, kar delajo, sploh ni pomembno, oziroma da ni da ne bojo nagradili na temu sploh. Okay. Da ni poanta, da je to nekaj nesmiselnega in da je to prej nekaj povezano z njimi, kot pa osebno z njimi, s temi ljudmi, ki so tle noter, kot pa z dejanskim neko korporacijo, njihovim jobom. Kot da je, ne vem, neka kazen to za njih, ker so nekaj naredili ali pa ne vem kaj, pa se ne spomnijo. Vprašanje je, če so samo razcepljeni na 2 dela, ali so mogoče na več. Tega ni do zdaj še noben rekel, ker ni nujno, da so samo na 2. Into the deep end, se tega reče. Veš, ker pač ti admin kakšnega tega Facebook grupa. Kratka, a veš, ker tam, ko on pač, ki mu je žena umrla, pa te fore, Kao, ja. On tam, jaz mislim, da neče se ne ve. Pač več kot očitno neče se ne ve, če je žena, spoiler, živa, Ja, pa hod s tabo. Ja. Čaka me že. Če je njegova žena, moja punca. Čaka me že, ampak pustva malenkosti, ne bi se hvalil tle. Jaz mislim, da je tle nekaj bolj zadano. Jaz sem takoj vedel, da njegova žena ni mrtva, iz obvious razloga, ker je ne pokaže nobene fotke do konca, ampak sem mislil, da je Patricia Arquette njegova žena. Aha, kaj že, kako se že piše? Ali pa Selvig, ali pa Selvig, jaz sem mislil, da je ona njegova žena, ali pa seveda Heli. Priznam, da nisem ravno na Uno nisem pomislil, ker je tudi ne pokaže to. To je bila slepa pega zate, ker je pač v tvojem življenju. Razumem. Valjda, ne morem na ta način. Celo dan jo gledaš, ne moreš boljše. Skratka, pa nič mi ni povedala, presica. Skratka, to se mi zdi, da je mogoče tle neka caka, da je tretja. Koliko pa mislite, da si njihove osebnosti in avti razlikujejo? Zdaj, mi samo spremljamo Marka na obeh variantah in Mark je dost basically isti. Podobno, Medtem, ko tale Turturov lik je že malo drugačen. Kar mene zanima, recimo, ali je Walkenov lik sploh gej?
Ali je možno, da je to taka razlika? To je bila slika, s Stipom živi, pakirata v zadnji epizodi. Ne, ghost moment je. Zelo bilo na to linijo. Tisti tip bi lahko tudi bil njegov sin. Ne, mislim, meni je malo starejši zgledal. Približno enako. Harp, come on, to je pa starostna. A nimaš ti 4K televizije, to je. Detajli so bili gor stari. Ja, jaz sem na 1080 gledal, pa sem dojel, da sta skap stari. Ne vem, mislim, jaz mene tist, kar me. Jaz mislim, da ne vem, če bo šlo toliko, da bi se te med sabo kaj kregali. Jaz mislim, da mora biti poanta, da človek hoče, kar hoče, ne glede na to, ali si ini ali si avti. Jaz mislim, da to mora biti poanta skoraj. Veš, da v histmu v bistvu stremita na nek način, ne? Zato ker pol meni ta Heli ne bi delovala, ker je una res, una je pa čist kontra, ne? Una je pa. Veš, njen avto je pa fašist, praktično. Veš, se mi zdi, da mora biti poanta, da Andr nismo v bistvu dobri, pa te pa nekaj drugega naredili v to, kar te je naredila. Veš, iz tega vidika jaz mislim, da ne bo šlo tako deep, zato ker ona je njen avto, ki je pač nora ženska, očitno, ki je hčerka od tega CEO-a. Pač ona se vidimo, v kateri familiji je odrašla. Ker če mi pa to vzameš, pa jo daš sam kaj noter, pa nek good guy v resnici. Ja, to je zanimiva teza, ker v resnici točno to je. Na to mogoče tudi bi malo spremenili teorijo, ker oni so noter, je res moralno, recimo, v redu ljudje, nimajo teh, zunanjih socialnih, kakršnikoli zavor ali pa opomočen, da bi ti bil lahko pač gridi, pohlepna oseba, noter si pač delavc. Samo jaz bi to vrnil vse nazaj na to firmo, na Lumon, ker v bistvu ta firma ima dosti zastavkov kot nek kult, nek religiozen kult. Zraven slik pa onih kreposti, ki jih prodajajo. Mislim, super mitologija. Nora mitologija. In se mi zdi, da v bistvu tudi ta Selvigova / Kolberova, kako je že, ki je v bistvu očitno bila v neki Hitler-Jugend varianti, ki je tam pred nekim oltarjem, ima še neko zgodbo za svojo mami, ki v bistvu jo prodaja v Inijem notri kot ateistko, zunaj kot hardcore katoličanko. Se mi zdi, veš, ta neki religiozni kultni aspekt te firme je zelo pomemben. Tudi ta scena, ko on faše 100% na ne vem, whatever je pač naredil, in pol gre ono pojslo The Founderja in pol pridejo one kultne maske, mu ne vem, kaj ga rajcat, whatever, se mi zdi, da v bistvu vse je narejeno na to, da v bistvu ta firma skuša iz teh ljudi, iz teh zaposlenih, izvabiti neke določene odzive. Neke določene reakcije, neke določene zadeve. Ampak samo za Inije, zato ker Iniji so v bistvu, v bistvu je Ini načeloma, je v bistvu boljš biti, zato ker neki si, ampak kada bi preskočil vse, kar se ti je lahko zgodilo skozi vzgojo, pa skozi life. In valjda je to je, mislim, da poanta, pa korporacija te tazga hoče, da te pol zgnete v človeka, korporacije. Popolnega dela. Dejansko popolnega. Mislim pa, da ne gre zanemarjati to, da v bistvu tudi dva ta zaposlena, torej Selvigova in tale Milček, v bistvu tudi od zunaj v bistvu agitirata na tele zaposlene, ker ona, ne vem, ona ukrade svečo tele pokojne žene in v bistvu testira, a bo on zakaj nekaj zaštekel, pa neko drevo dela in ona non-stop pritiska. Zdaj pa moje vprašanje je, a ta čip, ki loči, zabeleži tudi v bistvu avtija, kako se on odziva na te stimuluse. Ne, ampak jaz mislim, da oni to testirajo. Jaz pa mislim, da je to dejansko to. Jaz tudi mislim, da ona preizkuša ga. Da preizkuša, da hočejo videti, kva se bo zgodilo v resnici. Kar je kar grozen, če vemo, da Una je v zunaj, ki je parodila, je pa tudi to uporabljala, pa se to očitno že kar uporablja. Te so pa še tako, v bistvu pa res ne ve, kdo je žena. Je tako, what modeli, če pa ne veste, da to dela. Da meni iz tega mi je zanimivo, ampak tako, cool fora je pač sam ta paralela z real life-om, to, kar je Igor na začetku rekel, in office, in work wife, in vse te zadeve, Jaz mislim, da zaradi tega ta stvar toliko brenkala na ta prave strune. Ker je res, moram reči, da pred COVID-om bi to mogoče še malo bolj pristalo, ker smo bili zdaj toliko doma, da skoraj človek pa ne. Da je mogoče to se malo zabrisala, pred tem je bila pa ta kučo posel, kako je že, pač je bilo pa to je noro. In imaš pa res to zelo manifestacijo tega, da doma z doma, na šihtu s na šihtu. Jaz pa mislim, da glih zaradi tega dobro dela.
Zato, ker je zlepljeno in moga, veš, kako ful je ta težnja. Ne? Gremo nazaj v normalnost, whatever, pač ta normalnost je bila. Potem pa spomne, kaj je normalnost. Ja, a veš, kao, in tle ti pa da neko sliko, kao, to je pa neke hardcore, a ne? Ja. Ker v bistvu jaz se pri tej razcepitvi bolj vprašam, logika dopusta, ali pa počitka, ali pa nekaj izkušnje. Ali pa sindikata. Tudi to, seveda, ne? A veš, ta logika v bistvu, ker težnja sodobnega kapitalizma je, da se v bistvu ti itak delaš non-stop, pa da kao tudi se non-stop izobražuješ. Zakaj se ini non-stop izobražuje? V bistvu, kao oni ne vidimo nič, da v bistvu za oni nagrajujejo, kakršna koli so pač njihova veščine ali pa kakoli, ne? V bistvu je popolnoma odrezano od tega, ne? Ja, hkrati, mislim, super, ja, ravno to je ta fora, ne, kar je mene od začetka pač ful zanimalo, ker to je v resnici ti firmi ful zaupaš na nek način, ker, a veš, ti ne veš, kakšno plačo imaš. Ne, v bistvu, prideš ven in ne veš, lahko si zunaj ne vem kaj. A veš, minimal wage, prideš pa noter, pa ti oni, ti si ne vem, high, ne vem kaj. Prideš ven, enako je z dopustom, ne. Ini ne ve, a ima on zunaj dopust ali ne. A veš, koliko ima ur. Zdaj, to je mene mogoče malo zmotilo pri tej Markovi motivaciji, ne, ker on trdi, da ni hotel 24 ur na dan razmišljati o smrti žene in je šel pač v ta poseg. Ampak on še vedno 24 ur, on ves čas razmišlja o ženi, ker on ima samo zunanjo zavest. Nič se za njega ni spremenil. Razen, da... se hitreje stara. Ja, pa da ko pride ven, mogoče čuti malo olajšanje, tisto sekundo, ko zamenja, pač ko pride zbigala. Ampak po drugi strani, zavesti nima, ne, ampak dejansko je pa čez šihta, ne, je pa telo nekje drugje. Ne? Ja, no, to ni za podcenjevati. To je to vprašanje, koliko je telo, koliko je pa v resnici to seveda somatsko, ne? Mislim, psihološko, in koliko v resnici tebe na to vpliva. Ker ful mi je zanimivo, ravno te prehodi so mi zanimivi, ker stopijo noter, ker se tako malo, prvo sekundo sem malo zmeden, malo utripajo z očmi in potem tako, kako sem jaz, malo sem bolj sproščen, ali pa ne vem, a sem prehlajen, tako, pač ful so mi všeč te prihodi, ker seveda on ne ve, kaj se je zunaj dogajalo, pa kaj je z njim. Meni je zelo všeč, kako je tehnično, če smem tu tehnično stopiti noter, kako je ta dvigalo, kako z dol z zoomom naredijo, torej iz širokega kota v oski kot ali obratno, odvisno, kako gre gor dol. Zgolj easy ponazorijo, da se prostor ni spremenil, samo v bistvu ta percepcija tvojega lika, ki ga imaš pred sabo, se je spremenila iz tega nekega širokega obraza v bolj oskega. Ben Stiller ve, kaj dela. Beautiful. Ja, res, no. Ni on kar tako. Ja, ni. Ni sam Tropic Thunder, ki je super. Ja. Sam mi pa zdi, da v bistvu kao serija nakaže, zdaj že v prvi sezoni, ne zgolj preko Helijevih posegov, ker se želi spizditi, ampak ne vem, pri torturu bolj, ne. Prvič, ko zaznaš ono črno barvo pod nohti, pa potem barva, ki mu pronica v psiho noter, ne, ker on je pa kot avti je pa slikar, ne, in dela non-stop eni in isti. Kako si to opazil? Ja, to si porajto. Recimo, da me je ja, to se mi je zdelo super, ampak je spet, veš, super je, znotraj serije mi je tudi všeč to, kar mogoče že tudi hotel, pa se je povedal. Kar je hotel, pa bom jaz zdaj. No, Aljoša, di povej, kaj se hotel povedati. Govori zame, prosim. Skratka, kako serija ne podcenjuje gledalca. Ravno to, veš, ta črna barva, to ti pride v zadnji epizodi, ti razumeš šele, kaj se njemu tle dogaja. Kako mu pronica dobesedno njegova zunanja, kar jaz vem, zavest, spomin, karkoli mu nekako. In seveda ven, ker on slika več čas ta podnik. Ne, glih to je fora, ne. Ja, Hrlamov govori za mno. Cel sestavek, pa na koncu na glavo. V glavnem, on slika dvigalo, ki gre dol, ki ima rdečo lučko dol. Unga, ki je šla tvoja punca, prijatelj. Ja, wellness room ali neki. Že spet, ki je bejba v kadru, te ne zanima. To je ful važen, zato ker jaz mislim, da Unlift je druga sezona. Jaz mislim, da Unlift je druga sezona. Je se tudi na onem zemljevidu odpitja, tam malo more še nekih neraziskanih zadev, ker tudi če včeraj sem na YouTube gledal, ker nekdo zelo seveda na 4K povečal in se gledajo, kaj je tam. In očitno je Piti zapisal tudi eno sobo, kjer v bistvu so eni zaposleni, ki sploh ne odidejo iz firme. Ja, se to omenjam. Ja, se v bistvu tale žena, / whatever. Bodoča gospa Halamo. V bistvu
nje ne vidimo nikoli zunaj, najbrž je ona non-stop na firmi. Ja. Veš. Zato pa grejo ta spodnji štuk, se to ti pravim. Jaz mislim, da bomo ta spodnji štuk. Spodnji štuk, Tam, mislim, da tam dol jih imajo, pa jih pa, ko jih rabijo, grejo gor. Jaz mislim, da Torturo je na eni točki bil dol, zato on to slika. On drugač, ko bi on vedel za ta lift. Pa če je on že imel prej ljubimca, ki ga je zgubil ravno v tem hodniku. Samo bi mogel videti ta lift, bi mogel videti. Jaz mislim, da je on bil dol. Jaz mislim, da je dol potegnan, pa zdaj dela. Ne vem, mislim, zanimivo je pa, ampak zakaj ima polo na avtija, a potem pa spustijo ven, veš, je to mogoče celo nivoji pekla varianta. Mogoče je spodnji del celo neke vrste prevzgoja, ker Tortura je najbolj tak strikler za pravila. Zelo kulten. Zelo kulten, mogoče so ga pač je dol pa resna prevzgoja. Mogoče tak v stilu Demolition Mana, kjer so zamrznjeni pa se nekaj učijo sproti, ka pol Stallonov lik zna šivati. Se pa Demolition Man reference v obviously. He doesn't know how to use the 3 seashells. Je že, ker sem bil 12, ker sem to gledal za neko odeba slab film. Prav Wesley je pa Sandra je Sandra. To je res. Pa zaradi tega filma ko sem bila z Uršo v Ameriki, sem šla v Taco Bell. Ker jaz sem hotel Taco Bell, ker so vse restauracije tako. Ker so tam vse Taco Bell, mi je to tako glavi. In si hotel Red Burger. Ne, sam šla sva v New Yorku, sva šla v edini, mislim, da Taco Bell, ki je v New Yorku je full tega mal, ne. In so šla noter in imam tako sliko, ki sem jedel, kaj sem že, enčelado sem jedel, karkoli to pomeni. Kaj se mi pogovarjamo danes? Mislim, Slavke sicer naštel ene stvari, jaz zdaj seveda bomo spodaj v zapiske prilepili recenzijo našega Slavkota Jeriča, ki bi tudi lahko bil danes gost, pa žal ni utegnil. Vrhunsko. Človek je na dopustu. Slavko, tole bi se ti rad pogovarjal. Številke gledajo. To pa to, kar predstaviš na avtiju. Super je postavil referenco, ker sem tudi jaz takoj pomislil, kdo od vas gledal tega Prisonerja iz 60-ih. Par delov zgolj, ne pa cele. Vem, da ti si. Mene to zelo spominja, ker je neke ta vrste ujetosti v nek sistem, ki je na videz absurden, ker do zdaj recimo nismo nič govorili o sobi, kjer futrajo kozice. Recimo, kako gre to v AI plan? Te kreposti, v te kreposti moraš iti, v ta logiko kulta, ki se gre ta firma, ker on v bistvu z onim, tam je ena slika, ki tale en od teh Kir Iganov, na eni sliki biča te kreposti dol in tam je ena kozica. In potem tudi v onem plesu imaš tiste 4 maske. Ena koza. Ena koza. In ta soba so neke koze. Jaz ne vem, o čem je ta kult fora. To seveda se pominja takoj na satanizem, pomisliš, ne? Ja, bi rekel, ali pa nekaj iluminati šit, ampak obrede, ne vem. Grl, kozica. Ni nujno, satanizem se mi zdi malo preveč on the nose. Mislim, da so oni beyond nekih takih satanizem, pa imajo one burgerje. Rastlinske. Rastlinske satanizem. Ali je to resnično futar za očitno ljudi, ki živijo, ne vem, v spodnjem štuku? Ne, jaz mislim, ne bi šel tako dalje. Mogoče je to samo neki taki hiter, ker ona soba nima nekega velikega namena, vse nisem ga prepoznal, ker v bistvu samo en tip noter, ki futra baby koze. They're not ready, ne? Ja, they're not ready. Zdaj za kva ready, ne vem. Zdi se mi bolj, da mogoče je firmo bolj zanimalo, da če kdo ker oni se prosto sprehajajo po tistih hodnikih. Noben jih ne bremza, razen potem kasneje, ko v bistvu malo jih pa spremljajo, vejo, kje so. To je meni bolj zanimivo, da v bistvu, ko oni postavijo te sobe, pa vejo, da hodijo naokrog. Kamere so fucking vse posota. In me bolj zanima, če oni beležijo odziv, ko oni vidijo tele koze. What the fuck, sem ravno kar zdaj videl. In potem beležijo, Lumon bo zdaj zabeležil, kako se je tale Mike ali kdo odzval na te koze. Jaz mislim, da meni je bilo genialna fora bi bila, če bi bila vsaka sezona nov lift. Zdaj smo mi gledali prvi lift, smo gledali iz avtijev na Inije. Za druga sezona gledaš ta lift rdečo dol, pa je pa še en nivo dol, da bi se v bistvu keširali. Ne na gora, ampak valjda non-stop povezan z avti, ker je to edina tenzija, ki je lahko v resnici, ker kle je prerez narejena. To je meni, ker se mi zdi ful, zakaj slika lift, ti si našlo tako kmem, pa od Harlamova je šla dol, to je preveč je tega. Drugač pa tako, koze, lumen, pa ona je heli, se pravi hell.
Luciferjev efekt lahko preučujejo. Ne? Dejansko bi lahko imeli nek stanfordski zaporniški eksperiment in bi lahko bilo nekaj v tem smislu, da oni preučujejo, kako se inni obnašajo, pa kaj bojo naredili. Ampak zakaj pa Luna, ki je bila noseča, si to zbral? Mene je to kul, da to te mal na avtija potegne. Jaz mislim, da ne moreš imeti tega. Sem zaradi tega, no, ker se očitno to že uporablja, pa Igor je dobro rekel na začetku, to je nekaj, ki je tako mal kontroverzno, ampak v resnici šlo skozi. Tako, mislim, vse, to, it's a thing, ni tako, a ne, tako da ne vem, mislim, imam pa še eno vprašanje za vas. Okay, ti si rekel, da bi šel dol, ampak kaj pa, če gremo gor? Vse tole mesto je tudi odrezano od vsega. Se ne pokaže, da bi kdorkoli šel iz tega kraja, ki nima imena, kamorkoli drugam. Misliš, da ni to bolj v smislu prikaza slehernosti tega mesta? Ker mene tudi ta mala tehnologija moti. Razlika v tehnologiji, oni imajo neke burner phone, noben ga ne vidi za smartphonom. Računalniki, na katerih delajo noto v firmi. Levo nogo za unotipkavance. Vse jim dam za unotipkavance. Jaz pa za fotoaparat, lajka. Jaz pa unotipkavance. Pa ki so štirsmerne. Pa dobri switchi so noter. Mislim, tako sound effect je dober. Tukaj mora biti. Pa misliš, da to ni nek noč na Apple, seveda, ne? Jaz mislim, da je. Jaz pa mislim, da ne, stari, ki zgledajo kot one old school terminalske. Veš, kaj je moja teorija pri tem, oziroma bolj bom na YouTubeu sem to slišal, prej enem, ki je to recenziral. Tako bom rekel, ta delavsko mesto, kot je Kidričevo, iz katerega izhajam, je pač torej, delavce imaš tle, imamo jih pod kontrolo, zgledajo za nas. To je basic level, to je kao tvoj free, varianta. Ne? To magari tudi za čistilke, whatever. Medtem ko ta tag, se mi pa zdi, da je namenoma narejen zato, da ne morejo hackati od zunaj. Da je vse na notranji. Meni se bi zdelo to čist cool, legit razlaga, mi tle delamo bolj manj analog na diskete, pa tepe, pa na film. Da nič ven ne pride. Ker v bistvu ta prepreka med dvigalom, torej da imaš nek high-tech zadevo noter, ki preči neka sporočila, vizualna ali pisana ali tekstualna, pa imaš še ta dodaten level noter, kao da vse delamo na analogn tape, pa na film, ta kemijo, pa vse, a veš, da je zaključeno, da ne moreš hackati tega šita, to se mi je zdelo čisto ok razlagati. To se mi je zdelo. Komod bi kupil, če bi mi drugi sezoni prodal, on kao, to delamo za to. Ok. Vsi računalniki delajo na kozjem mleku ali nekaj. Naprimer, ne. Kaj pa je, kako so se ti pa zdele slike? Ne, mislim, sama ideja, njih nekako so narisane slogovno. Znotraj te teorije kulta, te firme, da v bistvu, ker oni tako imajo, zdaj ne vem, koliko teh hodnikov so oni zabezecali za to veliko mitologijo firme, teh Kira, Iganov. Severance Florja, tako da. V bistvu oni, se mi zdi, da ker vso to ponavljanje teh kreposti, pa vrlin, pa zgodovine in mitologije, se mi zdi zelo znotraj tega, ne vem, Jonestown šita, razumeš, da se te in je indoktriniral v nulo. In slike so zelo močna logika, pri tem zelo krkao, imaš zelo neko ilustrativno podobo pred sabo, preko katere, tako kot John Turturro pa Walken, ko se pogovarjate pri parih slikah, se mi zdi, ravno zato so takšne slike namenjene. A veš, da se pogovarjamo o pravilih in knjigah, ki jih pač nam sploh dovolijo, da jih beremo tlele noter, da pač razumemo, kaj nam naši vrli, krepostni glavarji podajajo. Ne? No pa meni je pol. Zdaj, ki si slike omenil, pa Walken, ki je pa v bistvu šef oddelka, ki sam te slike rihta pa rože, ki v bistvu skrbijo za hodnike, več ali manj, pa za pamflete. Tisto, kar mi je hudo, je pol ta, da v bistvu kako nočejo, da bi se pobratili ljudje med sabo. Ti v bistvu ti imaš slike, kako en oddelek kolje drug oddelek in un oddelek vidi pa kontrasliko. Kdo zdaj koga kolje, samo zato, da ne bi prijatelji ratali. Zato se mi zdi, jaz mislim, da to mogoče v Ameriki še malo bolj pristane na plodna trak, ker tam je res tako 7 sindikatov. Tam je še hujš vse to, da amben za res ni prijatelj, tudi na šihtu ni solidarnosti, pa to, ki je zelo 2 weeks notice in hvala lepa, oni te res tem živijo. Jaz pa veš, kako sem jaz razumel, ker v bistvu niso zgolj slike pa neke rože, ampak tam je on tudi ukradel neko zadevo, ki je pol skril pod kičeka,
so v bistvu neka vizualna sporočila, veš, kot torej visual understanding, tekst, nekaj takega. Je pa ekstra oddelek, ki nekaj dela in mitologija je pa unija in kot so klali. Ja, in to me bolj zanima, v bistvu, zakaj oni tako pičajo drugega proti drugim, ne? Ker v bistvu očitno nimajo problemov, da se družijo med sabo, zato ker drugače bi ta milčik ne popizdil, takoj, ko bi ne vem, torturo prišel na obisk. Ja, ampak ni. Ampak meni je to malo razložen, ker vidiš, da v bistvu security-ja praktično ni, ne? Da je v bistvu samo en model. Ja, ampak jaz mislim, da oni to delajo zelo ona budžet v smislu, glih zaradi tega, nočemo, da nič vam pride, da omejeno število ljudi to ve, a ne? Klej meni ni to podre to, ker so to Arket to hitro odpustili, ne? Prej pričakoval, da bo ona nekako nasrkala, ne? Je to res kult, ne sam zgubila si šiht varianta. Ampak se itak vidi, da ona to despre, da pride nazaj, da v resnici nam koli šla stran. Ne? To je tudi res. Veš, na koncu smo res vedeli, da ima ona pa ne vem, tudi enega Inija, same ne dva štuka niži. Ne? Možno. Ne vem, mislim tako, govorim, veliko je tega, no? Korporacija, kako dela z nami, kako mi v odnosu korporacij in potem še delavci med sabo. Ne? Da, pa sindikati. No? Ja. Kako se vam pa zdi ta prikaz, vis-a-vis, kot sem dal, leta 1999 so prišli ven 3 filmi, ki so bili zelo anti-korporativni oziroma anti-službe, Fight Club, American Beauty pa Office Space, se vsi prikažejo, kako grozno je hoditi v službo, no, basically. Ja. Zdaj smo 23 let kasneje, Še kar grozen hoditi do službe. Koliko je to groza potencirana? Ne vem. Jaz bi tako rekel, jaz mislim, da se je Kleba to zdaj, ki je Mito prej rekel. Ne? Jaz mislim, da se je pol res pokazal s tem COVID-om, da koliko je klenih šeg pa navadne. Prej se je to tako nekako vedelo, ampak se ni videlo nobene alternative. Jaz tudi mislim, da tehnologija ni bila pripravljena, veš, da bi ti karkoli v resnico doma delal. Ali sem Severance izvedel. Ja, Severance izvedel. Ampak tako, sploh da bi od doma delal. Jaz mislim, da leta 2000 nisem, nič. To so Windows ME, mislim, to ni, printeri so komi tako slabo delali, ker zdaj sem v resnici še malo slab. Ampak tako, hoče reči, jaz sem to ful sem o tem razmišljal, sploh zato, ker to tehnologijo pa to pokrivam, veš. Če ti tako gledaš, ne zdaj od doma delati, recimo, pa karkoli delaš, bom rekel vse eni, ampak tudi če je sam neko pisarniško delo, pa moraš ti en PDF poslati, recimo, pa da je malo večja zadeva, neko poročilo, res čisto vse eno, kjer je panogi si, a ne. Pa je to zdaj zelo praktično, pa je ta stvar recimo 30 mega velika. Tako, neke slike ima noter, pa je 30 mega velika. Ne. Leta 2000, 30 mega velik file poslati po čemarkoli, je bilo pač nemogoče. Pa smo že vedeli, da ni fajn biti v pisarnah. Zdaj imaš pa ti prvič situacijo, ne? Pa še COVID je to ful pospešil, ker so te pa poslali dan, pa ni nič več problem. Še videti se ni problem. Spomnite se webcamov, to je brez veze se pogovarjamo, to je Messenger in podobno. Pa ICQ pa IRC, to ni. Koliko je trivialno zdaj videokonferenc, share screen, pa to zdaj, aj treba to vse znati, pa kultura, to zdaj vse zelo z levo roko jemljem. Ampak tako, jaz mislim, da je na nek način res potenciran zdaj. Ker zdaj nisem tako, ni nam všeč, ne bi se dal. Zdaj res veš, da se nekako da, pa da folk sam, veš, da imaš, folk ni pripravljen prevzeti te odgovornosti. Zdaj mislim, da je zdaj hujš. Prej je tako, bedno je biti na šihtu, kako so pisarne grozne, ampak nismo še pisarne, hočeš biti službo. Če hočeš ven live se iti, ne. Ja. Zdaj pa tako, pisarne so bedne, v bistvu bi jaz lahko to od doma, zakaj sem kle? Ja, sej. Ta moment je. In pol ti pa Severance dajo, ki je tako ločeno domače življenje, službeno življenje, tako, fuck je. Ja. Jaz mislim, da je full huj zdaj. Malo je tudi to, kar smo že večkrat nakazali pa s tem kulti, nekaj smo govorili o kultih, ampak je tudi ta fora, ne, da jaz mislim, da mogoče v 90-ih bilo hoditi v službo dolg čas in prazno in nesmiselno, zdaj pa ti skušajo ta nesmiseln in praznino in dolg čas zapolniti točno z neko korpo jezikom, ki včasih res deluje fantazijski svet. Ti prideš v službo in si tako te skušajo motivirati, navdušiti za svoj job. Team building. Ja, a veš, pa jaz sem prišel narediti svoj job, jaz ne bi, a veš, tega, te poezije zadaj, pa te verjamem firmo, pa objavljam stvari, svoje lastne firme na svojih lastnih omrežjih, zato da ljudje vidijo, da sem, kako je pri nas fajn, a ne to danes.
to firma že dobesedno zahtevajo. Ti prideš k njim in ti že pogledajo, koliko sledilcev imaš, ker za nek lokal je pomembno, da je kelnarica ne samo zdaj priljubljena pri moških, ampak je priljubljena na Facebooku, da folk hodi, da objavlja skozi. Prvi slišam za to. To sploh v lifeu ne bi pomislil na to. Make sense, ne vem, malo seksizma, noter, to ne vem. Seveda je bilo mišljeno seksistično, ampak hočem pa ti povedati, da danes se pričakuje, da ti pač kao šeraš, recimo, korpo objave, ne vem kaj. Ne, to so nam recimo dostkrat na firmi to rečejo, pa se marsikdo, ker jaz šeram tisto, kar mi je res cool, pa kar mi je v redu. Ne šeram čisto vsake stvari, še posebej, če se mi ne zdi cool, pa še posebej, če je nimam komu priporočati. Mi tu delamo knjige, ki tudi mene ne zanimajo, recimo. Mislim, jaz bi temu še dodal, da v bistvu vzpostavljena je neka določena office kultura, ki v bistvu imaš zraven enourne malce, pa urnika, ki se v bistvu vedno bolj približuje tele 9 do 5 logike. Imaš pa zdaj ravno zaradi covida, pa poznam oseben primer iz moje družine, kjer se je pač morala ženska zelo boriti za to, da je lahko dvakrat na teden doma, pa od doma dela, pa se mora s šefom boriti, ker on pa bi želi imeti ta Balkan fora, da bomo tle, bomo nekaj spil, pa bomo se družili, pa bomo fajn, medtem ko pač njene cifre kažejo, da je v bistvu za 1 milijon evrov imela več prometa pri distribuciji električnih komponent, ker pač to je njen šihta. In od doma je pač bolj učinkovita, bolj zadovoljna, bolj desno in ona se mora v bistvu z njemu boriti, ne me fukati za tem nekim Balkan šitom, v narekovajih vse. Ker pač od doma sem bolj zadovoljna, bolj učinkovita, ves ta šit. In se mi zdi, da to je nek sodoben moment, ki je pomemben. Pa nadzor. To je to. Imaš seveda na delavcem firmi upravičen nadzor. Zdaj doma ne boš, saj ne smeš mu teoretično inštalirati kamer, ampak tam pa imaš ti lahko kamere in dejansko ona ves čas res opazuje, kaj oni počnejo. Veš, kakšna obsodba je to middle management? Ne, se strinjam s tabo. Ampak kakšna obsodba je to folka, ki ima ljudi pod sabo in ne sme biti doma. Ti ljudje rabijo introspektijo in psihoterapijo ali pa severance. Ne, tako res, pač kakšen kle bomo, zato če te rabimo, da se lahko sedemo. Mene to ubije, recimo. Mene to ubije, ker sem videl, pač, ker imam res privilegij imam to, da sem tam v Slacku od Incomparable, tega podcasta, networka celega, no te 70 ljudi, ki v resnici niso tako, ni firma pa biznis pa to, ampak to furajo, cel podcast, res velik, vsak teden, ne vem koliko daj, ne vem, če se užijo. Jaz sem po mojem se z večjimi uživo videl, ker so se oni med sabo, so Američani, v bistvu vse laufa, pa to je tak beden primer, jaz imam to tak mini uvid, zato ker res ni corporation, to imaš pa ti firme, ki so čisto remote, že full dog, je pa res, da so vsi programeri, ki znajo računalnike uporabljati. Tukaj mi še nismo. Jaz mislim, da to je tisto, kar še čakamo, da bo skoraj slehernik, da mu to nav več tuje. In to je pa za te kvazi menedžerje in te projektni vodja, jaz ne vem, kaj že teh titul, ki so v Sloveniji toliko preklet pomembne, pa ne. Kašen indictment teh ljudi je, da hočejo, da ljudje nazaj tam sedijo. Ne vem, to do Apple niso videli v življenju. Po mojem se tim so povohljni, tak človek, dokler ni bilo res treba, zato ker fucking kuga bila. Veš, mislim, zdaj pa kdo je kle kriv za to, da, mislim, zato se mi zdi, da Severance tudi ful pade na to. Ful. Severance ima tudi en dober komentar na tole, kar so v bistvu da par let nazaj v Nemčiji uvedli, torej mir pred šihtom. Da v bistvu ti po 15 uri ali 16 uri, kakorkoli, tvoj šef nima kva bluziti več po tvojih mailih, da te kliče, da ti teži, je v bistvu dosti dober komentar na tem, v bistvu, kaj se zdaj želi spostavljati z prekerstvom ali pa z platformsko ekonomijo, naprimer. Ki te trajajo, da se si free, si zbereš svoj šiht, veš, Volt pa Uber pa whatever, ampak dejansko te pa težijo k temu, da si non-stop na voljo. Ampak tele Severance actually
Imajo to, ne? Ja, ampak to je zato to žaring na koncu. Ja, ko vidiš, da jih remote vklopijo, ne? Ja. Ampak po drugi strani si vidiš, koliko je težko remote vklopiti človeka, ne? Mislim, to je cel postopek. Dva morata biti. Ali pa en, ki se res razširi. Ti bi lahko to delal, jaz bi že to. Jaz bi lahko 4, veš. Ja, mislim, tako je. Tako bi rekel, jaz ne vem, jaz mislim, da meni Severance ni tako anti-work ali pa anti-workplace, ampak je tako še ena luč na to, da res mogoče ni treba, da vsi skupaj sedimo v eni sobi. Ja. Najprej bi rekel, da v bistvu je Severance vzel neke določene fenomene, ki se dogajajo v sodobnem office workspaceu ali pa kapitalizmu in jih potenciral pač na 1000, na 11. Navil določene zadeve, se vprašal o enih konceptih, ki se pač že odvijajo in pač rekel, kaj se zgodi, če res gremo hardcore. Se mogoče je pač ta pisca kakorkoli konceptualno pogledal, ali je Švedska, tam se v bistvu dajo čipe noter, zato da vstopajo v film noter, kaj če to pač razširimo in pač potem razmišljamo o tem in to je zelo dobro zastavljeno. Jaz kleful zato to kupov polagam, da je kle razvejena zgodba že postavljena. Da ne improvizirajo sproti. Jaz res. Mislim, bomo videli, ali bomo ful razočarani, ampak tako no. Glej, na koncu bomo videli, če bo slabo, then we'll say reality bites. Prvenec Bena Stillerja. Ja, valjda, ja. Ja, skratka, kar nekaj zanimivih. No, sej, jaz sem hotel samo na tej točki pač omeniti, da meni je zelo zanimivo, ker pri teh serijah dan se res več ne veš, kaj je easter egg, kje ti hočejo nekaj povedati. Ne, jaz sem bolj one številke, če bi bilo tam notri, če so kakšne posebne številke, a veš 6, 7, pač karkoli bi jih motilo. Pa nisem tam tega videl, poslušal sem tudi parkrat te odlomke z te self-help book, The UUR. Pa tudi tam noter nisem prepoznal. Tukaj tebe ta knjiga bolela. Ja, to mene tudi zanima. Mi smo vsi tako, neka knjiga, duši knjiga, hlava bojo, gal. Ne, sem je bila, zvelela je kot uspešnica. Ni najbolj noro, edina literatura, ki je kao od zunij in je kao malo tabu, je kot neka, ne vem, Fahrenheit varianta, veš, kak je že Fahrenheit 451, ne? Ja. A veš, pol pa gravno ta douchebag, ki govori neke res take plitke Instagram kvote. Ampak gledaj, plitke Instagram kvote, ne, ampak po drugi strani je pa noter, to ni teorija, to, kar bom zdaj rekel, mislim, da ni res. Ampak, tako, ker njih nagovori ta knjiga, ne, je pa tako, se mi pa zdi malo, tako, so pa te univerzalne delovske pravice noter. Tako bom rekel, nočem preveč težati, ampak v resnici, tako, ker jih vsi oberajo, požirajo, in pa večino cajt razlaga, služba si ne lasti tebe, ti so tebe najel, prijatelj, tvojih, a veš, je moč. Seveda je to napisan v jeziku te Tony Robinson, pa kaj te idioti, mislim, to vse razumem, Gary Vee, ta folk, ne, ampak ful je pa noter, pač, kot Marx. Ja, skratka, druga sezona se bo začela, vse česar se lahko znebimo, so naše verige. Jaz potiho upam, da je to joke, da je joke to, da v bistvu, da Marx v ameriško družbo v resnici čez self-help prihaja, ker druge nimajo, ker je tako grozen tam. Ker je tako grozen tam. Jaz sem res to tako doživel, zato ker mi, tako je Aljoša rekel, res ta cheesy, tako uno, ampak message, za te ljudi, ki so pa ujeti noter, sploh pol, ki vejo, da so ujeti noter, je pa, kada bi Jezus prišel, zdaj je pa končno čakaj malo, jaz v bistvu, jaz sem ki delam, veš, ko je ta moment, ni tako, da sem moram biti zdaj hvaležen non-stop, vi ste mene najel, prijatelj, in je tako, upam, da nisem preveč optimističen, da je to res fora, ampak meni res... Upam, da nisem preveč razkril. Sam pravim tako, ne vem, pri Američanih, je to vedno sam joke, ali je klebi pa res mogoče lahko bila to poanta, da v bistvu je Marxa v furo. Meni je to všeč. Ja, ne vem, bomo videli, mislim... Pa Apple prepričal, da ga financira. Ja, tako to pa, pika na i. Mislim, by the way, čisto Apple pa to je zdaj zelo frišne novice, so
Mislim, da je ta tretji Apple Store v Ameriki, ne, imajo Union Drive, ne, da bojo sindikati. Kar je noro, ne. Pa vsi fol, da je ful dober retail job, to, da kar se teh, ne, da v štacuni delaš Apple-sko, je ena boljših variant, ki obstaja, ne, pa nimajo sindikatov, ne. To je noro, no. To je noro, je to. To je skregan z vsem na tem svetu, ne. In pol tako, in pol takoj novica še zraven, to je Glig Gruber napisal, ampak je pa Apple najel neko odvetniško firmo, ki je znana potem, da razbija sindikate. En mesec nazaj je v bistvu bila novica, tisto, da Amazonu, enim izmed Amazona, kao ratal nek union v ne vem kjeri državi, pa že prejšnji teden sem pa bral, 3 od tega so že bili odpuščena, veš, to so že leteli ven. Tako, veš, fora temu, da Amazon ni mišljen kot dober job. Apple je pa mišljen kot dober job, pa tudi ni sindikat, ker kruje. Severance je okej. Ja, mislim, da je to nekako naš povzetek. Skratka, čakamo drugo sezono, ki je napovedana in domnevamo, da prihaja drugo leto, če ne bo vmes kakšen COVID. Ampak ne, COVID smo premagali. Skratka, gremo v bodočnost, gremo v svetlo bodočnost. Švedski model. Jaz sem gotovo mogoče, nekje sem si napisal, Lumen Industries so sicer neko biotehnološko podjetje, ki res obstaja. Najbolj znano podjetje Lumon pa upravlja balkonske glazure in steklene terase. Švedska firma, tako da nima veze, I guess, nikoli ne veš. Na koncu smo zvedeli, da so une cifre, tako molekule za glazuro, za balkon. Ali pa mere za balkon. Mere za balkon, Sam je pa koliko v bistvu Slavko, pogledal okrog Lumna. Ne Slavka to mi. Ampak veš nasploh. Nisi vzel časa, brez veze. Pejmo naprej. Ampak veš, ta enota svetlobnega toka, ta se mi je zdela dobra, da bi stukal. Ne, ali važno, Slavka, če bi hotel, bi prišel pa povedal. A je res. A je res, hvala. No, Slavko, mi te bomo veseli naslednjič. Mogoče bolj kot kakšnih drugih gostov. Pustimo to zaenkrat. Mi to je nekaj pripravo za Star Trek kotiček. Jaz sem sam hotel reči, za drugo sezono pač pripeljo, ne? Ok, povedal, kako je bilo na snemanju. Če si jo srečal. Star Trek kotiček. Bomo posneli ta wellness hour. Njen glas je zelo pomirjujoč. Skratka, nekaj, kar jaz nisem gledal, že zdaj vidim. Ker je Voyager. Jaz sem gledal obe. Za bistvo Star Trek prav takšnega koncepta nima. Ne, to ni, to je zelo original, moram reči. Ampak ima pa 2 epizode, predvsem Voyager, ena je two-parter Workforce v 7. sezoni, kjer se v bistvu ekipa Voyagerja znajde na nekem planetu, nimajo več spominov, kar je bilo prej in so pač delovna sila na nekem planetu, delajo kar nekaj, obračajo, whatever. In mislim, da se zgodba začne tako, da Tuvok neki bluzi ima neke popadke. Neka vročična scena. In pol v bistvu skužijo, da na koncu teh 2 epizod, če zdaj spoilam, da pač oni so bili ugrabljeni in pripeljani na ta planet, kjer manjka delovne sile in jih diagnosticirali z neko disforijo, nek shit, jim zradirali spomine in oni so zdaj zgolj srečni, zadovoljni delavci, ki se več ne sprašujejo o svojih bivših življenjih in tako naprej. Dober two-parter je. Zelo solidna Voyager epizoda, ena ta boljših, no tak two-parter, priporočam. Druga pa je, ki se zgolj deloma tega dotika, je pa Voyager Critical Care, tudi 7. sezone, ki pa ugrabijo doktorja in ga pripeljajo na nek planet. Ja, ker je sodišče pa to. Ne. A ni to? Ne. Njega inštalirajo pol v neko bolnico, ki lebdi nad mestom in on skrbi zgolj, za medicino, je zdravnik, oni ga ravno zaradi tega ugrabijo kot tek, ki bo znal za nas poskrbeti. Twist pa je, da ga zlorabijo na ta način, da služi zgolj socialno višjim kastam. Za ta bogate. Za bogate, ne pa za niže. Zdaj, v bistvu, to ni stvar Severinsa, ampak njega v bistvu vklapljajo pa izklapljajo takrat, ko je potrebno. In on se punta, jaz bi želel pomagati onim od spod, pa tle imate ful nekih materialov, ki bi jih lahko uporabil za revnejše, oni pa pol pa se vklopi na on zopet, ki skrbi za eno, ki nuca zgolj neko lepotno operacijo, nek shit, na mesto za take boleče. Tako da, ta 2 dela izmed Star Treka se mi zdi, da se najbolj lotevate te delovske, na ta način, da so odlepljeni od svojih želja, pa spominov, pa da so se koncentrirali zgolj na delo. No.
Okay, super. Tako, Se zdaj spomnim, da bi mogli, zakaj nismo delali te rubrike ime Star Trek Already Did It. Vse večino. Star Trek je vse naredil. Star Trek je Star vse Trek naredil. did it better. Ja, mogoče včasih tudi to. Ja. In smo v rubriki, kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo, ker nam bo Anže povedal še, kaj je gledal zadnje dni. Ja, Batmana sem pogledal sicer v 3 etapah, ker ni kratek. Moram reči, da mi je bil ok. Moram reči, da mi je bil. Mislil sem, da sem že mal že over ta gritty scena, ampak je ta. Je tako, kartoon gritty je, no, tako, in mi je to dosta všeč. No. Ker Nolan bo zelo realističen, ta resnic ni. No, ta tako, mislim, v smislu, tako je, da bi v 80-ih stripe risali, no, na ta način. To mi je všeč, no, ker ni bilo še tehnologije, veš, tako, le kakšen je avto, no, to mi je ok. Pač to mi je res ok. Če bi rad se bolj. Mi smo naredili epizodo o Batmanu, priporočam poslušanje. Vem. To, ampak tisto, kar pa res hočem povedati, The Thin Red Line je film, ki mislim. Mislim, da ga je. Jaz ne razumem, zakaj še nismo naredili te epizode. Tudi jaz ne. Res ne razumem. Kaj sem že 4-tič govoril o nekem sranju, že smeti zedati. Ja, razumem. Po moje za 200 specialno. Po moje to šparajo. Severance je res fajn, res je fajn. Ampak ne, gledal sem pa tudi na Apple TV+, sem gledal Slow Horses, ki je presenetljivo. Zelo tako malo je povezan z Georgeom Smileyjem in Johnom Le Carrejem, to, kar sem zelo knjige bral, Joša, vidiš. Ki mi je res super, pa jaz sem res fan Garyja Oldmana, res. Jaz moram reči, da več stvari njegovih, ki vidim, boljše je v resnici. In Clay je izjemen. Clay, to je noro, pa Kirsten Scott Thomas je, to je noro. No. Res ti, že spet veš, Američani zgleda naredili serijo z angleškimi ljudmi po angleški knjigi, res ok. No. In ful dobro, ta v bistvu kao MI5 v sodobnem cajtu, ni dosti delal, no. Res dobro. A je zaključeno? Ali ja, je... ne, prva sezona, več knjig je. Knjižni predlogi in se ful vidi, da so knjige dobre, fore noter, twisti dobre, škovice, da je meso. Mislim, noro. No. Slow Horses je pa zato, to se da povedati, da so oni v bistvu neka taka kamor izmečke dajo, iz MI5, če kaj zajebeš, te kaj dajo. Pa se zgodba čez to bilda. Zato pravim, da Slow Horses, Severance, Ted Lasso je že vreden probaš Apple TV+. No. Okay, jaz sem rekel, to moram pogledati, no, ker imam na seznamu. Bi se pa sam navezal, zdaj gremo lahko na Igorja, on kar za njega govori, kot je Ljoša zame. Gledal, kaj od tega. Se bi on to povedal, sem bom jaz, ker to je očitno fora v tem podcastu. Absolutno. Zdaj čakamo, če boš povedal, zdaj to me pa res zanima. Ne, v bistvu Stalker, ne? Kaj Stalkerja si gledal? Stalker, ja. Ja, si ga spet gledal. Prvič si ga gledal. Prvič? Ja. Ne. Da, Igor, no. Ja. Ti si filmski kritik. To me pa res zanima. Lorda ni prebral Stalkera, ni gledal. Mislim, sem gledal Stalkera. Lorda sem zmenil, da preberem, ko bo prevod s podobnim na voljo. In to me pa res zanima. Kaj misliš? V redu film? Ja, ni slab. Ni slab. Moram pa reči, jaz bom vstal in šel iz tega podcasta. Najprej sem prebral knjigo. Knjiga je top. Knjiga je super. Obstaja nov prevod, osvežen. Jaz sem angleščino bral. No, v bistvu je stvar v tem, da izvirnik, ki je šel v 70-ih v ruščini, je bil cenzuriran. In cenzuriran je bil za žmohtne besede. Ne? Ta angleška, ki sem jo jaz bral, je ta varianta, ki je že un predgovor ali pogovor, ki razloži, koliko je bilo, pa da je neka ta verzija. In zdaj smo to verzijo dobili v slovenščini. Okay, super. Pred kratkim je šla super in ta jezik ful vrejo deluje, ful je fajn tak pristen, žmohten, super. Jaz sem že od tega Tarkovskega gledal Stalker in sem tudi predtem prebral knjigo in potem sem pogledal film in je zelo vredo povezava tam. Ne? In tukaj sem bil čistek, tu pa on ni prav zares te knjige prebral. Ne, to je čist drug, čist druga scena. Ampak jaz, meni je ta film tako. To je si moraš cajt vzeti, ker je pač film, tako je življenje, ampak te segmenti noter, sploh monologi njihovi, je pa noro, da je to iz takrat, kaj je. To Ben ni delal. Jaz nisem nič iz te ere, ki je pa še vzhodni blok, že to je bizarno,
ampak ta writer, ki ima monolog, pa jim daješ, pa vzemajo, pa to je noro, to je toliko dobro, da je kič. Je pa res, da moraš čez vse prijeti, tudi čez Meat Grinderja, ki je v knjigi brutalno dobro napisan, klepa tako en hodnik, ki pa 26 minut hodijo čez hodnik. Pa malo jih strese. Tako da to je pa res. In jaz, kar sem naknadno zvedel in ne morem, sanjam to, jaz sem bil v Talinu, tako septembra. Tam so to snemali, jaz nisem vedel, da so tam to snemali, že bi šel pogledat to. Ja, in bi šel dejansko pogledat. Tam so snemali to, pa Teneta. Ja, no, evo. Dva filma v zgodovini. Ja, res nič drugega, niso vmes večjega posneli. Dve prelomnici. Ja, to je tudi res. Ne, ampak mislim, jaz sem zdaj že, zdaj sem ga pogledal na zadnje, zdaj sem ga res prvič celega, celo Zurša, ki zna ruska, so ga gledala, ona je bila zelo, kaj smo to gledala. Jaz pa zdaj, ko se je malo sedel, jaz sem zmeraj večji fan. Knjiga je pa fenomenalna. Roadside Picnic je pa, mislim, premisa, zakaj se tej knjigi reče Roadside Picnic, ta fora je pa težko bolj sci-fi. Bolj sci-fi, kar se me tiče. No, skratka, film sem bil čist presenečen, da nima neke realne veze z knjigo, mislim, samo par elementov vzame. In je super narejen, krasen je, ampak pač, ko imaš pričakovanja od knjige, ki so zelo visoka. Ja. Ti si nekaj drugega, jaz mislim, da moraš to ločiti. Okay. Ampak zato, ker sem pa predtem Solaris videl njegov in prebral knjigo, kjer je basically vse vzel, sem bil malo presenečen, ampak mislim res, krasno narejen film, krasno pelje zgodbo, počasen in se moraš potruditi, da ostaneš buden včasih, če po noči gledaš. Bo pa septembra sem zvedel v kinoteki. Okay, super. Ja. To grem pa gledat. Bo še pogovor o filmu, ki je pač prevod. S kom in zakaj nisem bil povabljen? Lahko se še zmeniš, nimaš še gostov dorečenih. I am throwing my hat. Ne, to se vam. To sem hotel reči. Probi še špil. Pač ta prvega stokerja, ta drugega ne, ta prvega pa ta tretjega se danes plača igrati. Tudi že spet loosely based, ampak če ti je ta vesolje, ta Cinematic Universe všeč, izjemen špil. Pa po mojem na Steamu, ne vem, 2 evra da zdaj, ki iz leta 2012. Res dobro. To še noter vrgo kot eno depro info ali fact. Ne povedati. Ne povedati, kaj. Ne. Oni so snemali tam neko sceno in nekaj gre čez vodo. Ja, in sumijo, da je v bistvu kao Andrej tamle faso kleščarja, raka, zato ker se neki... Ja, ne samo on, še par. On sam je tišal, dajmo to posnet, ne vem, moramo to speljati. So dvakrat posneli film. In sumijo, da bi naj tamle se v bistvu kao... Ker je bila res nek chemical prem totalino. In tam, ko grejo uno brozgo, ki morajo čez... Tis ne zgleda, legit, ja. Ni tako, da je stiroporno odplava, res neki not plava, res je ogabno. Bog ve, če skvaso šli v resnici, tako da slabo. Skratka, sindikate nucaš, da te opozorijo na to, kao nemo snema v tem stranju. No, moram pa reči, da začetek mi je pa bil mislim, tisti prvi kader, tam so v postli, pa to ful dolgo traja. Pa ko on gre ven, pa se žene meče po tleh, pa joka, tisto mi je pa bilo tako... To je pa zelo tarkovski, histerične ženske, veš, drugi časi. Ko je bilo to čisto, to zdaj posnet bilo, pa moje tako bi bili vsi, pa kaj, skisti. Čeprav je pa res, da ima, jaz sem to slišal vnaprej bral, da tarkovski ima res zmerem ženske, ki imajo neke popadke, pa tleh se mečejo, da niso ljudje, ampak ima pa ona na koncu monolog, je pa najmočnejši ženski ruskega filma, pa nisem vsega videl. Mislim, da ga nisi. Se ti pravim, da ne, nočem, to je bil joke, ampak mislim, to je to. No, glej, jaz sem sam navdušen, da si ti navdušen na čim drugem, kar ni Thin Red Line. Je že zelo lepo. Thin Red Line. Dobro, no, pustimo. Zakaj sem sploh omenil? Igor, pej dalje, prosim. Če mi rečeš, jaz moram nekaj povedati. Vem, prosim, Igor. Gledal sem isti film, ki ti prejšnji teden, torej Unbearable Burden of Massive Talent, in meni je bil ful všeč. Mislim, Nicolas Cage je že naredil podoben film, ful boljši, adaptacija, ampak tole je fun. Ful boljši. Adaptation je tako top
Na top listah. Eni pravijo, da je boljši kot Thin Red Line. Ti ljudje se motijo. No, ampak tale je vseeno zelo dober, zelo zabaven. En kup stvari vmes mi je bilo res kul. Recimo, film je bilo všeč, ker hčerka vam pade, da on jo sili gledati Kabinet doktorja Kaligarija in ona vam pade, da ji kaže bizarne filme in da se ful trudi jih gledati in da je cel cajt strah, da če ji to ne bo všeč, da jo bo on imel manj rad. Pa si mi je zdelo tako, ja. Okay, mogoče to tebe bolj zato, ker imaš otroka. That's how it works, yo. Meni ni bil to všeč, jaz sem priznal, da mi ni to všeč, pa na koncu se spremeni v tipični Nicolas Cage film. Kar je spet isto je kot v adaptationu, basically, da stvari, ki pravijo, kako so grozne v filmih, jih pol na koncu točno naredijo. Ja, in to je bilo meni malo too much. Mene je najbolj motilo, da edini, ki overacta in a Cage way, je mladi Cage, digitalno pomlajen Cage, ki pač ne more imeti toliko izrazov, ker je digitalen. Ampak ok, v redu, nikje je v redu. Pedro Pascal brez čelade. To je vedno to ni zanemariti. Ja? Kaj si še gledal? Gledal sem Come On, ki je zdaj v kinodvoru, to je nov film Mikea Millsa. Vedno bolj sumim, da je Mike Mills en najboljših režiserjev ameriških in da drugi nimajo pojma o tem, kako ljudje čutijo. To je bila dobra reklama, moram pogledati. Good setup, ja. V bistvu gledal sem tam vsak kritik že zdavne, pa potem Absolute Beginners, 20th Century Women, in tale imajo ful to odnos za starši zdaj, ali pa tule z otroci, kako pač z kere perspektive gledaš. Vizualno pa je tale tudi ful pod vplivom njegovega prejšnjega kratkega filma, ki ga je z National naredil, I'm Easy to Find, in dva od National sta tudi Muskom naredila. In se zelo dobro pozna. Je pa cel film črno-bel, razen na koncu, ko je konc filma, je dedication nekomu v modri in pa je spet črni napisi. Okay. Ja, valušno. Pa Joaquin Phoenix, res genialno je, da je on med Jokerjem, kjer je megaloman totalno, in letos prihajajočim Napoleonom, kjer sumim, da tudi ne bo čist fonda, posnel to. No. Kjer je pa zelo na easy štorija. Full dobro zgleda. No. Ja, štorija o enem tipu, ki v bistvu on se ponudi sestri, da pazi na njenega mulota, ki se že full dolgo niso videli, in ona pa gre pomagati svojemu možu, ki je bipolaren. In se mu malo trga, in on pač za malega skrbi in ga vozi. To je ta diagnoza na hitro. Malo samo trga. Ful je dobro. To je naš Igor, ki ima zelo občutek za stiske, za duševne stiske, malo samo trga. No, in ko smo že pri bipolarnih ljudeh, dve seriji z Kaylee Cuoco v glavni vlogi, ali Coco, ali ne vem, kako se govori. Ta je iz Big Bang Theory v glavni vlogi. Je srečo, ja. Si rekel, povej, Igor, ja? Skratka, v obeh je ona bipolarna. Ena je Stewardesa, na HBO Max je zdaj druga sezona in je super. Prva sezona je se začela s tem, da se ona Stewardesa zažura z enim tipom in se zbudi poleg njegovega trupla. In potem, v bistvu, ko ima ona pač uspe pobegniti tam, ampak pol ima šok v glavi. In ko proba ugotoviti, kaj se je zgodilo, se z njim pogovarja v tej sobi in skupaj razrešuje tako. Michael Huseman ga igra. In potem pač razrešita in on gre in ona gre na AA in se reši alkoholizma. In zdaj v drugi sezoni pač je spet stresne scene se dogajajo in se pa v glavi pogovarja z različnimi verzijami same sebe. In je zelo dobro narejeno in je spet tak thriller, ki je po eni strani je lahkoten, po drugi strani pa ful enih teh hardcore tem odpira, kot je kaj cija dela. Ne, ampak glede prikaza alkoholizma pa bitke s tem je pa ful vrel, pa igra noter... Lepa z neko senzibilnostjo. Ja, igra not tudi tale, ki se zdaj ne spomnim imena iz Expensa, predsednica.
No, ona igra not in igra njeno sponzorko in ima še bolj... Vse smo odklukali. Imaš a veš. Ima še bolj tale glas, taki, kot da je skadila še 2 šteki pred vsako sceno. As one does. Ja. In no, to druga sezona še poteka, mislim, da bo do konca meseca. Gledal sem pa zdaj do konca Harley Quinn obe sezoni, kjer tudi Kaylee Cuoco ali kak? Kaylee Cuoco. Ona je pa drugače Agdašlu, ja. Ja. Kaylee Cuoco, mislim, da je. Ja, igra... Spet, igra. Ja, senzibilno. Ja, Cuoco. Ja, so te občutljive teme. Delikatno, Igor Halp. Norci, Alkiči. To je to. Torej, ona posodi glas na naslovni junakini Harley Quinn in je parkrat sem že omenil, da je res dobra serija. En najboljših momentov vmes mi je bil, da tak na začetku pokaže 2 tipa, ki gledata TV in ima eden majico Release the Snyder Cut, drugi ima Last Jedi is not canon, ne? In potem si pizdita, kak je to neka serija, kjer ni Batmana not in same neke ženske in je woke in kdo bo to gledal. In pol tak, no pa poglej, kaj je ta teden v epizodi, pa tak, ja, ta teden pa je o Batmanu. Tak, ja, ok, dobro, pol pa pogledamo in pol pogledata in pol je konc, ne, in ste tak, ja, ok, se je vrejo, ne. Ampak kaj zdaj, moraš pa en teden čakati na naslednji del, what the fuck? Imaš zelo take lušne komentarje, je pa ultra-violent, ne malo racist. Glik za filmoljuba. Ja. To, da so ženske glavni to ne, junakini, ampak, mogoče ne. V glavnem meni je zelo všeč in ful priporočam, ena boljših stripovskih zadev. Okay. Ja. Kje pa to lahko vidiš? Tudi na HBO. Okay. In potem, da ne bo Netflix užaljen, sem pogledal še eno serijo na Netflixu, ki je pač ne moreš nehati gledati, sploh če imaš otroke. Is it cake? Premisa te serije je, Okay, gremo naprej. da so predmeti in eden njih je torta in Mikey vodi. Star, jaz sem gledal zadnjega dela Love is Blind, pač dej, pojmo naprej. Zakaj pa? Ker se doma to gleda, pejmo naprej. Is it cake, priporočam. Ja. Mito, ti si na vrsti, ja. Jaz sem pa pogledal drugo sezono Russian Doll. Ja, cute je. Čeprav, moram tako reči, ima ta nek... To je ta ton, s čim se pogovarjaš o Netflix seriji, je ta ton, a ni vedno to. Ne, Vse je okej. Vse je okej. Meni se zdi, da v bistvu, če bi ostal samo pri prvi sezoni, bi bilo da best. Prva sezona mi je bila cool, kao ta neka umreš, pa se vrneš nazaj, ta Groundhog Day logika, se mi je zdel zanimiv zasuk, medtem ko tukaj pa grejo time travel v zaključeno zanko, ki je tudi malo predvidljiva, pa ne zdrži do konca. No. V bistvu serijo bolj ali manj drži ta njen lik, ta od te Natalie Livon, ali kako se je... Leon. Hvala. Ona Ad Astra igra. Tudi, ja. Mislim, fora je, da v bistvu ona ta New York Jewish lik po enih 3 delih ti postane malo tečen pa dolgočasen, ker je vse tako predvidljivo in mi malo zmanjka, ni pa zdaj ful porazno, tako da je čisto okej. Netflix? Ja, Netflix. Ja, Netflixa. Druga zadeva, ki mi je pa bila res epska in sem se ful navdušil, torej pogledal sem Barryja od prve sezone prav do zdaj zadnjega dela v 3. sezoni. Ne bom spoilal, sploh ne. The best je. Predvsem zaradi tega, ker ima tako zanimiv koncept v smislu, da je pač na cajta tako smešno za popizditi. Ta Noho Hank je adijo, smešno za popizditi. Pa imaš pa kar naenkrat take ekstremne izbruhe nasilja in kar neke teme in what the fuck. Pa jaz si predstavljam, da Harlamo bo tako zgledal kot Henry Winkler na stare leta. Jaz mislim, da je to to. Tako se je zdaj ta nek Silver Fox moment. Veš, ta nek Silver Fox moment. Plus on je The Fonz, ne? Ja, se to zdi. Zdaj je pa Harlamo, da to pa ne vsi rečejo. Če rečeš, kdo je slovenski Fonzi, vsi rečejo Aljoša Harlamo. Sploh bi eno pomislili. Ja, kaže, da je Okay. Ja, to bom povedal. Ja, čeprav meni 3. sezona mi je malo... Ne, do zdaj mi je cool. Mislim, se mi zdi, da po teh prvih 3 delih se mi zdi, da potencira ta kontrast med nasiljem pa humorjem.
pa mi je čisto ok. Ne bom pa za še nekih sodb oddajal ali kakorkoli, ker zgolj 3 deli. Jaz moram to rešiti. Jaz sem full fan Barryja. Res je super. Kratke epizode so koliko 23 minut, nekaj tazga, hitro greš skozi, če zbinžeš, kot sem pač jaz. Super je, best. Super, hvala Mito. Jaz sem pogledal prvo sezono Foundation na Apple TV+, danes imamo same Apple TV Plus reklame. Ja, Apple, da kakšne ure nam pošljajo, koliko rabi tle ure. Ta dva kekca tle imata neke plastike. Foundation sem pogledal, to je mala priprava na to, ker bova z Igorjem skupaj naredila knjigo, tako da sem zelo vesel. Naslednje leto pri Cankarjevi založbi izidejo prvi 3 deli Foundation temeljev. Meni se je zdela serija v resnici zelo v redu. Jaz priznam, da sem imel nizka pričakovanja, ker je bilo kar nekaj negativnega. Slišati o njej je slow burn, počasi gradi, ampak meni so ti cesarji, 3 klonirani, nekaj najboljšega ever, pa ful zanimive so te, v resnici deluje zelo Game of Thrones, te neke spletke, pa kako rešiti ta zaplet, pa ne vem kaj. Se mi je zdelo kar v redu. Zdaj moraš reči, če boste knjiga izdali. To je res. Razen, da so včasih liki, pač, ko zgodba zahteva... Zdaj dobiva kredibilnost. Ja, ko zgodba zahteva, so pač neumni. A veš, pač una, kaj je že, tale... Salvor, ja, ona kar gleda, kako skrivajo nek top, skratka, ga kamuflirajo, ali karkoli že in tako. Zakaj to počnejo? Zdaj smo ga videli. In potem ladja nad njo, mi smo ladja, prihajamo dol, ona, ok, pridite dol, ja. Mislim, tako res 10 sekund za tistim, pa ne poveže 2 faktov na roko danih, kronološko zvezanih. A to je zato, ker je ženska, to si mislil? Ali mislim, že spet nek seksist, ne razumem. Mislim, kam sem prišel? Jaz mislim, da je to res. Hate speech. V knjigi je to moški lik. Skratka, pogledal sem 3. sezono Snowpiercerja, ker se dogaja na Pune. Ful se dogaja. V vsakem delu je nek preobrat, neki pol je pa obrat nazaj, ker pač pozabimo vse, pa bodimo frendi, spet naredi celo revolucijo, ampak pusti bomo vse tiste ljudi še naprej na vlaku, ker mu vsakič pomagajo, pa vsakič so njegovi, pustimo, kratka pa še zdaj ga niso seveda fentali. In ja, pustimo, kratka 3. sezona ni me navdušila. Pogledal sem končno do konca The Seven Deadly Sins anime, ki mi je neki štekel zadnja sezona, ni nič posebnega. Kaj tehnično Netflix štekel? Ja, Netflix mi je prvi del, ni mi ga hotel to predvajati, po par sekundah mi je neki zaštekel in je spet, to je se kar neki cajt. To pa je recenzija. Zdaj pa je naenkrat magično pro radio in skratka sem pogledal. Ni pač banalno, liki umirajo, pa so nazaj čez 2 epizodi, pa si tako, zakaj, mislim, kje je drama tega. Vsakeč, ko ga, ne vem, nekoga premlati, pa je tako, zdaj sem pa našel svojo skrivno moč in je še večji, še bolj hud in tako, ampak samo do naslednjega, s katerim se bo tepel, kjer bo spet našel skrivno moč in bo še večji. Mislim, koliko pa je spolnega nadlegovanja še pol mine, mislim, da je pol to Netflix rekel nekako. Po prvih 2 sezonah lik ful šlata punco in tako, pa skozi vjoške skače, pa nekak Netflix po mojem imel sestank, pa rekel, kaj če tega ne bi bilo? Hvala. Je odkril, Pornhub. Skratka, to sem pogledal. Pogledal sem Moon Knighta, ki je tudi tako kot vsaka Marvelova serija. Prvi del je fucking fenomenalen, potem pa ni več tako dobro. In na koncu je bil meni... Dobro sem vam dal. Je kar boring. Jaz še imam 3 do konca. Prvi 3 so bili kul. Meni je 3 bil tako. The Hunger Games sem prvič pogledal. Je za pogled. Kaj Shakespeare med filmi. Ja, pa se mi ni zdelo, pa pogledal sem Doctor Strange iz leta 78. Brke ima. V resnici tako bom rekel, zgleda kar hot. To je bil pa twist. Tako kot Benedict Cumberbatch danes gleda, tako je ta tip v 70-ih. Pa zgleda tako, kot da je prišel z kakšnega porniča. Ampak tako, v resnici pa zanimivo mi je, ker je lik zelo, v resnici sta si precej podobna, imate NT in je že dokaj sodoben lik, bom rekel. Mene je ta, kar se tiče karakterov, film zelo presenetil, vse ostalo je pa pač šlampa 170 poceni film. Okay. Ljudje in ljudi ne boste verjeli. To je bila že naša 123. epizoda in smo prvi. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na imenu podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili
Anže, Aljoša govori za me, Tomič, Mito, a nimaš ti 4K televizije, Gegič, Igor, Demolition Man, referenca, in Aljoša na vikendu, Haglamo. Tole epizodo smo znova posneli v Kino Bežigrad pri bežališču vseh ljubljanskih filmofilov, zlasti pa žanroljubcev. Pridite si sem pogledati kakšen film. Danes, ko tole snemamo, se odpira tudi 5. sezona Drive-in kina, tako da lahko svojo simpatijo zdaj zapeljete. No, zdaj v kino. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, všečkajte, ful imam avtora, ne me hodite, naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcast, Spotify, spremljajte platformo, to bom kar spustil danes, koga briga aparatu, sreč. In če ste pomislili na to, da bi si razcepili spomin na dvoje, na človeka in ljudino, da bi človek živel vaše vsakdanje življenje, ljudina pa bi se aktiviral vsak drugi torek in užival v poslušanju podcasta, tega nikar ne storite. Saj nam laskate, to da podcast Obot vam ponuja preveč modrosti, ključne za vaše življenje in bivanje, da bi lahko resnično živeli brez tega. Ljudina ne morete biti samo vsak drugi torek, to ste lahko samo zmeraj. Podcast Obot, podcast za osebno rast, mast in odrast. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu smo podcast s K-jem Obot brez pikic, sicer pa vse pomembne povezave najdete tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu naše objave. Na družabna mreža delimo rajcere, prikolce, novice sveta, žanre in druge zanimivosti in tja lahko smerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, obvestila o odpovedi, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. To je bila že 123. epizoda, naslednjič se znova poslušamo čez 2 tedna, 31. maja. Do konca so samo še 3 redne epizode, morda sicer pičimo še kakšno izredno, če boste res pridni, ampak ker veliko reči še prihaja, zaenkrat še ne vemo čisto dobro, kaj bomo prihodnič delali, vsekakor pa bodite pozorni na film Everything Everywhere All at Once oziroma Vse povsod naenkrat, ki pride v naša kina 19. maja, torej 2 dni potem, ko tole poslušate, ker je to najverjetnejši kandidat za temo prihodne 124. epizode. Še prej pa ne pozabite, soboto 21. maja ste vabljeni na konvencijo Na mej nevidnega, kjer bomo ob 11. v živo podcastali o seriji Buffy, pokončevalki krvosesov, ki praznuje 25-letnico svojega obstoja. V gosteh bo filmska kritičarka in oboževalka serije Sanja Struna, sicer pa bo na programu še marsikaj zanimivega, med drugim kviz s pižamo, na katerem bo čast agencije branil agent Igor, ki je mogoče to o tem prvič danes sliši, pogovor o Star Treku, na katerem nas bo reprezental agent Mito, pa še en gost bo, ki ni pomemben, in pogovor o veščicu, ki ga usmerjam sam, pa seveda še marsikaj drugega, pri čemer ne sodelujemo, drugi podcasti, tudi to obstaja, obzarjamo na pogovor, ki ga vodi naša nedavna gostja Urška Bračko, book knjiga o novejši slovenski fantazijski literaturi, kjer bo govorila z avtorji o knjigah, o katerih smo govorili tudi mi. Skratka, dogajalo se bo veliko zanimivega, pridete gledati, poslušati, občudovati, se družiti. Za konec pa seveda ponovno prosimo, če lahko kakorkoli pomagate in bi želeli pomagati vam v zapiskih, ponujemo povezave do informacij, kako pomagate civilistom in beguncem iz Ukrajine. Hvala vam, obodovci in obodovke, ostanite ljudje in ljudine in se poslušamo znova čez 2 tedna. Jaz sem se kar okej go. Jaz sem se nekaj pozabil pred mene.